Dober večer. Simon, pozdravljen. Dober večer. Zdajle, ko sem poslušala, ima dan toliko ur, kolikor je Karmen naštela aktivnosti? Ja, tako je že prej bilo za Timija, ne. V bistvu kar mečkam zmanjka časa, no. Je tole že vseh skupaj kar veliko. Tako da, ko bom rekel, ima to kur, ne, saj si jih kar vzameš, saj drugega ni. Zaščita, reševanje, kaj te je v začetku potegnilo v ta svet, da si rekel, to je moje poslanstvo, tukaj se jaz vidim? Ja, to je bilo pa, tako bom rekel, pač iz Rudnika sem šel v vojsko, pa pol po misijih po tujini, recimo pa na prvi misiji v Bosni me je zelo tako, rekel, prizadelo, ko sem te otroke videl, te stvari, te, rekel, grde stvari, kakorkoli. In takrat sem je tako neko obrnil in sem rekel, dajmo nekaj pomagati. Mi smo že v Bosni takrat organizirali zbiranje hrane za otroke pa take stvari. Tako se mi je zdelo, no, da en tak klik naredi od jab, ne vem, tako je ti mi rekel, mogoče si kar vajen za take stvari. Lepo delo, vse se dobro sliši, ko so stvari končane, ko se vse postavi na svoje mesto, ampak ko je pa stvar v teku, so pa trenutki kar hudi, treba se je marsikdaj odločiti med enim ali drugim. Kako se takrat počutiš, kaj takrat prevladuje? Če sem čisto iskren, sploh nič veliko ne razmišljam, ampak se kar odločim. Ni, pač odloči se v tistem trenutku, lahko tudi daj kaj narobe, čisto poprej povedal, ampak odloči se tako, ko misli, da je najboljše za pomagati, pač in stvari pa pol stjačejo, odzadje sistem, se pravi, nisem tudi jaz, odzadje so prostovoljci, gasilci, civilna zaščita, podvodna reševalna, gorska reševalna. Tukaj je en velik sistem zaščita reševanja, no, tako bi rekel, v celi Sloveniji. Pa moram reči, zelo dobro organiziran, v Zasavju pa še posebno. Od vseh teh sistemov, kateri ti je najljubši? Zelo težko, mislim, potapljanje je tudi moje življenje, bom rekel, se pravi, ta podvodna reševalna, ne bom rekel, da mi je najljubša, ja, mi prevlada, drugače pa v bistvu, bom rekel, kar kompletni sistem civilne zaščite. Kakšen trenutek, ki se ti je še posebej vtisnil v spomin v vseh teh letih delovanja? Ogromno. Mogoče vezan na Zasavje, ko smo se odločili za Petrino, ki je bil tisti potres, pa smo govorili v gasilskem domu, damo nekaj pomagati neki, pa smo dali na Facebook, ne vem, zbiramo z Rdečim križem, smo se povezali, rekel, odličen, ko so ljudje začeli nositi, to je bilo noro. Mislim, mi smo 7 ton zbrali v 8 urih. Iz celega Zasavja, bom rekel, tudi podjetja, ne vem, so pripeljali 3 agregate nove. Nikamor ne bomo povedali, kdo smo, ne rabimo reklame. To je tisto, no, ko se začuti, da je še človečnost. In tu, ko smo dol pripeljali, mi smo, recimo, ko smo mi dol peljali v Petrinjo, to je bilo res, to je bilo še katastrofa, dol še njihove službe niso začele delati. Pač preko potapljaja, poznam tudi po bivši Jugoslaviji ljudi, so nas na meji pričakali, bom rekel, bed blue boysi, tet navijači, kao hrvaški, vsaka jim čast, recimo so nas peljali do Petrinje in dol sploh štab civilne zaščite še ni zalaufali, ne, so rekli, kar tole razložite, pa bomo mi nekam tu razstavljali, ne, pa sem rekel, ne bomo mi tako naredili, sem rekel, dajte nam enega častnika za povezavo, gremo mi po vseh in bomo sami delali dem tisto, kar rabijo, ne, in ko največ šteje, tiste učke, ko te pogledajo, rekel, ne znam povedati. Simon,